APM. Danes o večnem vprašanju, ki deli marsikatero družbo, različne interesne skupine in gostilniške krožke. Kdo so ljudje, ki vozijo določene znamke avtomobilov? Stereotipi nas pripeljejo do arogantnih voznikov BMW-jev, previdnih v Volvu in prepočasnih v Kijah, medtem ko se nalepke za tiste s kitajskimi znamkami še niso izoblikovale. Razmišljava s strokovnim sodelavcem Andrejem Brglezom. APM. Andrej, če bi sodili po šalah z različnih omrežij, bi lahko verjeli, da o človeku več pove to, kakšen avto vozi, kot pa recimo kaj bere, kaj posluša ali pa v kaj verjame. Kot rečeno, vozniki BMW-jev niso samo hitri, menda tudi ne poznajo smernikov, vozniki Mercedesa denimo živijo nekako v vzporednem vesolju, kjer še ni na voljo prostoročnega telefoniranja, opažamo. Vozniki Audijev mislijo, da je varnostna razdalja v centimetrih in ne v metrih, ne, in tako naprej. Upam, da nisem koga užalil, ampak občutek imam, da sta tudi velikost avtomobila in premijski razred pogojena in seveda tudi sorazmerna z določenimi navadami, ki so v nasprotju s predpisi, ne. Ja, zgleda se tudi pri avtomobilih težko upremo stereotipom, ampak preden še mene potegne v to, da bi rekel kakšno o voznikih te ali one znamke, bi postavil eno hipotezo. Stereotipi so povezani predvsem z nekaterimi znamkami, z drugimi pa skoraj nič, ne? Ker tudi zdaj si omenjal predvsem tiste najbolj markantne, ne? Omenil si BMW, Audi, Mercedes, pa če dodava še Volvo, Alfa Romeo, pa Toyota recimo. O voznikih Dače, Suzukija, Citroena, Hyundaija, še mnogo drugih znamk najdeva, pa pravzaprav ne slišimo skoraj nobenih stereotipov, ne? In to nam verjetno nekaj pove. Ne samo o voznikih, ampak o znamkah. Pri avtomobilskih stereotipih se moramo vprašati, kaj je bilo prej, jajce ali kura. So bili prej vozniki taki, da so se jih stereotipi prijeli, ali je bila znamka prej taka, da je privabila vsaj odstotek takih voznikov, ki danes delajo ta stereotip, ne? Bi jaz rekel, da pri avtomobilih in stereotipih, saj jaz zagovarjam tezo, da je bila najprej znamka, če dava še nekaj več osebnostnega v samo pločevino, a ne? Ker avtomobilske znamke so svojimi slogani, reklamami, z zgodbami, ki delajo identiteto neke znamke, ustvarile podobo, ki jo danes pravzaprav vidimo, in zato stereotipi niso naključni, po mojem, vsekakor ne, ampak so rezultat enega dolgoročnega ponavljajočega se marketinškega sporočanja, ki oblikuje pravzaprav samo podobo voznikov na eni strani, ampak tudi vseh ostalih, ki jih vidimo v tistih znamkah, ne. Recimo, BMW ima slogan The Ultimate Driving Machine, se pravi, to je avto za voznika, zraven mogoče tudi za potnike, ampak sicer za voznika, ne. Potem imamo za Mercedes-Benz The Best or Nothing, se pravi, to je občutek, da voziš standard, ne samo avtomobila. Audi, Vorsprung durch Technik, napredek skozi tehnologijo, visoka perfekcija. Volvo, For Life, preprosto sporočilo, ne, zaščita tistega, kjer je najbolj pomembno, ali pa Volkswagen, Das Auto, ne, še bolj preprosto. To je avto, vse ostalo je verjetno alternativa, a ne. To so slogani, ki so stari tudi po 50 let. In so gradnik osnovni tega nekega dodanega sporočila, ne? Ampak da jaz zdaj postavim svojo tezo pod vprašaj kar sam, že za začetek, ne? A se bomo midva kdaj lotila tudi teme, zakaj so stereotipi povezani s tem, kakšno registrsko tablico ima avto? Ker tega tudi veliki slišimo, a ne? Da je nekdo vozi tako, zato ker ima ljubljansko, celjsko, mariborsko, kranjsko ali katerokoli že registrsko tablico, a ne? Tega pa ne moremo povezati s tem, da je nekdo to oglaševal, ne? Se pravi, težko se je upreti stereotipom in vedno se najde kdo na cesti, ki potrdi tako pravilo, ampak jaz bi torej samo v razmislek postavil to, da je posebej zanimivo, da se vedno povezujejo z nekimi znamkami, za drugimi pa ne. So nekakšen družben ventil in seveda prav nič ne povedo o realnosti, a ne, ampak kljub temu nekaj pomembnega pa razkrivajo, da ljudje že dolgo ne kupujemo samo pločevine, ampak občutke, vloge, prepričanja in tudi pripadnost. Avtomobil je postal del tega, kako vidimo sebe in seveda mogoče še bolj pomembno, ne, kako želimo, da nas vidijo drugi. Vedno sta prisotna dva pola, seveda racionalni pa iracionalni, tako kot nam je jasno, in pri nakupu avtomobila je v avtomobilski industriji, kjer se nam torej prodaja drugo najdražja stvar v osebnem ali pa družinskem proračunu, je to,
racionalno in iracionalno do potankosti preštudirano. In tam za nek avto ali dodatek v avtu plačamo nerazumljivo ali pa nerazumno več in se pri tem počutimo dobro, celo odlično. In to je zanimivo. Se mi zdi, da je tako, ker kupimo nekaj, kar nam da povsem drugačno vrednost, ki je iracionalna, ampak je močna. Med racionalnimi vzgibi seveda najdemo ceno, stroške uporabe, od servisa, pneumatik, zavarovanja in vse ostalo, pa seveda zanesljivost servisa, samega avtomobila, seveda pa tudi servisa, varnost, predhodne izkušnje so zelo pomembne, drugih in naše lastne, pa seveda izgubo vrednosti pogosto postavimo na zelo visok kriterij in podobno. Med iracionalni posebej visoko avtomobilska industrija postavi ta osnovno identiteto, kdo sem, če kupim neko znamko ali nek tip avtomobila. Znamka je bolj pomembna od samega tipa. Status, ki ga s tem prinese neka znamka, je zelo pomemben v smislu premijskega, višjega, srednjega, recimo tudi ekološkega, če govorimo, to je zdaj zelo pomembno v zadnjih 10 letih postalo. Potem je nek socialni položaj, pa družbeni pritisk je zelo pomemben, na tega zelo stavijo, kaj bojo rekli sodelavci, kaj bojo rekli, otroci so tudi zelo pomemben, pa sosedi, seveda pri nas vedno pomembna kategorija. Videz in estetika, kakšen je dizajn, je izjemno pomembno, ker ta lahko sporoča neko naprednost, tehnologijo, zelo veliko lahko prinese, ne samo da rečemo, da je avto nek lep. Zdaj moramo vsi skupaj razumeti v tem kontekstu reklame. Na iracionalnem delu se dela profit in da je avto tehnično dober in da ima zanesljivo servisno mrežo in vse ostalo je osnova. To je minimalno, kar mora imeti. Od tam naprej se začne ta druga zgodba, od veganskih sedežev do nebeških vozniških užitkov, to je tudi pomembna kategorija v iracionalnem delu, tam sem recimo jaz mehak, ampak vse to pa pride skozi reklame in skozi recimo različne teste in drugo. In to nam gradi potem ta iracionalni del. In zdaj zanimivo, ko vse to postavimo v kontekst slovenskega avtomobilskega trga leta 2025, dobimo zanimiv paradoks. Na eni strani smo narod, ki prisega na preverjene znamke, kot si jih omenjal sam, Volkswagen, Škoda, Renault, Toyota in tako naprej. Na drugi strani pa je nemogoče spregledati, da smo znamke, katerih imena včasih težko preberemo, predvsem pa o njih nič še ne vemo, očitno kar lepo sprejeli med nakupne možnosti. In seveda, ko zdaj govorimo o kitajskih možnostih, vemo namreč, da je nakup avtomobila racionalen vzgib, kot praviš, ampak globoko čustven proces, ko gre za občutek pametne odločitve, za varnost, ne nazadnje tudi za ponos. Potem, ko zdaj govorimo o kitajskih znamkah, pa se znajdemo v precepu. Seveda, nimajo identitete. Rekel si sam tudi, da je nekatere celo težko preberemo, nič ne vemo o njih. Kar je zanimivo, in to bo mogoče ob koncu leta lahko sklenila še s kakšno mislijo več, je, da so kitajske znamke v Sloveniji, mimogrede, v Sloveniji jih je veliko, mislim, da je že prek 15, celo 19 znamk, gledano v evropskem kontekstu smo zelo odprli hitro vrata, da so iz območja nekega eksotike hitro prešle v območje zanimive alternative. Dajmo malo se spomniti ne tako daleč nazaj. To so naredile kitajske znamke v nekaj mesecih, med nami. Medtem ko so Honda, Suzuki, Subaru, Mitsubishi, Hyundai, Kia in še res veliko drugih so za to potrebovali desetletja. In sploh, mimogrede, vsem ni uspelo, ker je slovenski trg majhen, tudi vsem pač tudi ne more, ampak so bistveno daljši čas prehodili. Imam eno letošnjo osebno izkušnjo iz tega, ker so v eni kitajski avtomobilski znamki so se obrnili name, da sem jim prav tolmačil. Ko sem bil na Kitajskem, so me zelo jasno je bilo, kaj me sprašujejo. Kako razumeti evropskega kupca, njih ni zanimala Slovenija, ampak kako razumeti evropskega kupca v smislu, kako lahko mi skrajšamo ta čas, ki ga je Japonska potrebovala in recimo Koreja potrebovala za to, da so vzpostavili neko stabilnost, da so se uveljavili med našimi tradicionalnimi znamkami. Nimajo časa, ne bojo čakali 20 let. Se pravi, kako razumeti kupca, kako razumeti medije, kako razumeti novinarje, kakšen jezik govorimo, da nam bojo to servirali. Ne smemo pa spregledati zelo pomembnega dela, ki močno, kako ne rečem, igra na iracionalni del čustva,
Zakaj smo tako odprli vrata kitajskim znamkam? Zaradi tega, ker že več kot vsaj od korone naprej, pa že med koronskim časom, ves čas, ne samo tisti, ki se strokovno s tem ukvarjamo ali pa profesionalno, ampak vsi mediji v vseh možnih oblikah govorimo o tem, kako zelo na šibki nogi je ujela kitajska avtomobilska industrija evropsko, da kako gre to za prebojne tehnologije, za čisto drugačne avtomobile, drugačna tehnologija, da vse je super napredno, vse so to fantastične tehnologije, da mi smo pa popolnoma zaostali. To vse daje nekomu, ki trenutno razmišlja o tem, da bi kupil kitajsko znamko, neko podlago za to, da si reče, ne, sem relativno varen, ne tvegam toliko, to je nekaj novega, nekaj prihodnost. Ne. Medtem ko naše trenutno, ne, kupec tradicionalne evropske znamke, pa zdaj kakor kupujem staro tehnologijo ali kaj, ne, a so vsi tako zelo napredni, tako da to moramo spraviti v kontekst. Ko so japonske znamke prihajale na evropski trg, se nismo ukvarjali z njimi toliko in na tak način pa sploh ne, kot so zdaj s kitajskimi. In kot si rekel, ne, v resnici smo vse to že videli, zato lahko nekako, bi rekel, kar predvidevamo, da bo največji game changer, da rečem tako, ne, takrat, ko bo prvi slovenski voznik rekel, veš kaj, ta avto je pa res super in morda se je pravzaprav to tudi že zgodilo, kaj praviš? No, se je. Kitajske znamke bodo potrebovali, tako kot vse ostali produkti, ki se tukaj prodajo, še posebej pa tiste višjega cenovnega razreda, ne to, da bo sosed ali pa prijatelj, pa znanec ali kdorkoli že rekel, veš kaj, ta avto je v bistvu zelo dobra, ne? Dobro se pelje, dobro je zgrajen, ne vem, dobri materiali so. Potrebujemo za resen vstop, potrebujemo slišati tudi to, servisna mreža dobro deluje, rezervnih delov ni treba čakati, ne vem, zanesljivost je dobra in tako naprej. To pa ne pride v enem mesecu, ne pride v enem letu. In če sem prej rekel, da je kitajskih znamk danes tukaj 15, ne vem, mogoče celo več, a ne, na že obstoječe naše, a ne, potem sem zagotovo prepričan, da jih nekaj ne bo obstalo v Sloveniji. In zato zdaj potrebujemo s ceno nas dobijo, z videzom nas tudi lahko dobijo, z marsičem nas lahko dobijo, kar pa potrebuje vedno nekaj več časa, je pa zgrajena v bistvu zaupanje v to, da tudi vse ostalo naprej funkcionira. To se pa gradi pri lokalnem serviserju, pri lokalnem proizvajalcu. Recimo za letošnje leto, čisto sveži podatki so, da ljudje že v tako 80-85% nakupnega procesa naredijo to na internetu, izberejo pa avto pri prvem lokalnem. Tisti racionalni del tukaj stopi zelo v obspredje, ali je za to znamko servis in prodajalec nekje v moji bližini. Ne? In seveda potem odnos z njim. In tega morajo pa zgraditi. Saj so ga naše znamke gradile 50-100 leta. Ne? Tukaj pa Kitajska ne bo mogla prehiteti časa. Poglejmo še, katerega si je tokrat izbral Janez Martinčič. Ni prvič, da so pri Fordu ime modela iz preteklosti prenesli v sedanjost, a posebnost ali pa recimo značilnost je, da novodobni modeli nimajo kaj dosti oziroma praktično nič s prejšnjimi. Zdaj smo vozili model Capri, ki je v 70-ih vzbujal pozornost, recimo kar veliko pozornosti, kot nizek športni kupe. Legendaren bi vsekakor lahko rekli, zdaj pa se je preobrazil v SUV s kupejevsko strešno linijo, ki ga poganja zgolj elektrika. Morda bi našli edino kakšno manjšo oblikovno značilnost, ki nas lahko spomni na legendo, to pa je tudi vse. Za elegantnega, novodobnega Caprija bi težko rekli, da je na pogled posebej vznemirljiv. Je pa dovolj moderno oblikovan, tudi z nekaterimi značilnostmi, da je tudi zaradi atraktivne rumene barve opazen in prepoznaven. Tudi v notranjosti je avtomobil oblikovan v duhu najnovejših smernic z velikim pokončno nameščenim osrednjim zaslonom. Ko se ga človek navadi, se zdi upravljanje dokaj logično in enostavno. Capri je prostoren in svetel, nepretirano visoki potniki tudi zadaj lahko sedijo udobno. Za prtljago je za 567 litrov prostora. Testno vozilo je ponujalo 4-kolesni pogon, elektromotorja zmoreta 250 kW skupne moči, baterija z zmogljivostjo 79 kWh pa omogoča realen doseg tam nekje okoli 400 km. Ob tem lahko potrdimo, da je polnjenje na hitri polnilnici zelo učinkovito, tako da postanki niso pretirano dolgi.
Capri Premium AVD je, lahko rečemo, izjemno udoben in prostoren prevoznik, tudi dovolj zmogljiv in dinamičen. Z opremo, ki zajema praktično vso moderno elektroniko, je testni primerek presegel ceno 55.000, a se ta seveda s Fordovim financiranjem in upoštevanjem subvencije kar konkretno zniža. APM. Pri Fordu še naprej predstavljajo novosti oziroma dopolnitev ponudbe. Spomnili so nas, da je preteklo 60 let od predstavitve prvega modela Transit in 40 od rojstva Rangerja. Tako zdaj ponujajo svoje lahke dostavnike tudi elektrificirane, nekatere hibridne, druge povsem električne. Poglavitna novost pa je Ranger plug-in hibrid, ki mu je pred kratkim pripadel tudi naslov Pick-up leta 2026. Ranger tudi v elektrificirani izvedbi ohranja vse vrhunske terenske sposobnosti, med drugim lahko zabrede tudi v do 80 cm globoko vodo. Osnova je 2,3 litrski bencinski EcoBoost motor, menjalnik je 10-stopenjski samodejni, sodeluje pa še 75 kW elektromotor s kapaciteto baterije 12 kWh, ki omogoča doseg samo na elektriko do 43 km. Povprečje porabe naj bi bilo le nekaj nad 6 litri. V izvedbi Wildtrak Ranger stane dobrih 59.000, a se pri Fordu da vedno računati še na kakšen dodatni popust. APM. Izbor za slovenski avto leta 2026 počasi stopa v naslednjo, zadnjo fazo, bi lahko rekli. Izoblikovali smo seznam vseh kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v letošnjem izboru. Na koncu smo našteli 26 modelov 18 različnih znamk, med njimi je 5 modelov 3 kitajskih znamk. Vse smo tudi že zbrali na poligonu Centra varne vožnje AMZS na Vranskem, kjer smo nabirali še zadnje vtise o posameznih modelih. V teh dneh bomo novinarji sodelujočih medijev glasovali za 5 finalistov, med temi pa boste potem lahko glasovali tudi poslušalci Vala 202 in na koncu pomagali določiti zmagovalca. V prihodnjih dneh objavimo podrobnosti, tudi glasovnico, na naši spletni strani. Avtomobil, promet, mobilnost.